Pozdravljeni, moje ime je Dejan Jarič. Po osnovni izobrazbi sem doktor medicine, holistični zdravnik in transpersonalni psihoterapevt. Tako kot vsi ljudje, sem imel tudi sam težke preizkušnje v življenju. Našel sem rešitve, poznam ključ, ki je vedno v nas samih, in to je ljubezen do sebe. Z novo oddajo Prebujeno srce Slovenije bi rad v teh prelomnih časih dvignil zavest ljudi in prebudil srca vseh ljudi naše ljube Slovenije. Imel bom posebne goste, ki so imeli vsi zanimive preizkušnje. Pogovarjali se bomo o odnosih, zdravju, poti do sreče, ljubezni, radosti in izpolnjenosti v vsakodnevnem življenju. Zanima me samo resnica, ki nas pelje do osvoboditve na vseh nivojih. Vabljeni torej vsi, ki želite narediti v svojem življenju kvantni skok v zavedanju sebe in sveta. Prebudimo se, pravi čas je zdaj. Se gledamo vsak torek ob 17. na Ljubljana TV. Dobrodošli, pozdravljeni v prvi oddaji Prebujeno srce Slovenije. Tema prvih oddaj bo odnos do sebe. Vemo, da je to najpomembnejši odnos. Z mano je danes igralka, gledališka igralka Zvezdana Mlakar. S seboj ima poseben predmet. Predlagam, da se kar sama predstavi. Zvezdana, dobrodošla. Ja, čestitam ti odličen uvodnik, to je tvoj prvi pozdrav. Čisto prvi. Ja, sem ti držala pesti, vem, se še sama spomnim, kako sem bila tudi, a si bil kaj trt, mal pa, ne? Malček že, ja, ker delamo to prvič v življenju, oziroma saj jaz. Žido, ko boš imel kilometrino, mislim, jaz mislim, celo da te mora biti malo strah. Meni je to všeč, da imaš malo, če smem reči, tako respekta, ker se bojiš in se zavedaš odgovornosti. Absolutno. Ampak si talentiran, tako da jaz ti prirokujem veliko kariero. Hvala lepa. Evo, zdaj pa kaj si me vprašal, moj najljubši predmet. No, takole je, ne, jaz sem razmišljala, kaj je moj najljubši predmet in jaz sem prinesla nekaj, kar je pač meni najljubše. In to je zemlja. To je moja mama zemlja, takole, zdaj se pa upam, da se me bo še malo dotaknila, oziroma da se me bo malo držala celo oddajo. Bravo. Jaz imam z njo poseben odnos, z njo sem neskončno rada, se je dotikam, kopljem, ona meni daje krompir, kakor vidiš, to je moj krompir, to je na tej zemljici zrastel. In jaz mislim, da je zemlja v bistvu, mislim, mi smo vsi iz zemlje, se veš, mislim, simbolika zemlje je neskončna. Je globina, je širina, je ljubezen. Jaz kadarkoli meni težko grem, jaz se z rokami zakopljem v zemljo, delam na njej, jočem na njej, kričim na njej, božam jo in mene vedno to pomiri. To je moja pravzaprav najboljša meditacija, tako da jaz pa zemlja in glede na to, da enkrat bom del nje, to je moja največja ljubezen, moj najljubši, ne vem, ni predmet, to je nekaj, kar imam jaz najrajši. Vodo imam enako, ampak vode nisem mogla prenesti, razen tele, ne. Tukaj, kar že imam. Ampak tudi naslednjič, ko boš imel 100. oddajo, me boš povabil, pa ti prinesla še vodo svoje kmetije, živo vodo. Absolutno, super. Tako da zemlja je moj najljubši predmet in itak brez nje ne moramo živeti in prinašam ti sporočilo, dajmo poskrbeti za našo ljubo zemljico. Absolutno, se strinjam. Povej mi, Zvezdana, malo o tvoji življenjski poti. Večina ljudi te pozna po tvoji čudoviti oddaji Zvezdana na RTV Slovenija, ki je res vrhunska. Sam sem si nazadnje tudi ogledal nekaj oddaj, tako da čestitke za vrhunske oddaje. Hvala. Nekaj pa še o tvoji življenjski zgodbi. Ja, lej, ne vem, mislim, ti si sam, mislim, en tak poseben zdravilec in tako ti verjetno čutiš energetsko, ne, da ni bilo lih najlažje v življenju in da v bistvu tisti ljudje, ki nam ni bilo najlažje, lahko mislim, pravzaprav na nek način še malo več kaj povemo. Rojena sem pod zvezdami, mislim, hvala zvezde, ki mi napovedujejo, mislim, oziroma ki so mi napisali dobro zgodbo, ampak težko in zanimivo, tako da jaz sem se že rodila v Sadesati, tisti, ki poznajo Džotiš, se pravi, zelo kmalu po rojstvu, oziroma pri 6 letih sem doživela to, ker mi je oče umrl, tako tragično, sam je hotel oditi sveta in jaz kot otrok sem doživela to totalno samoto, to prestrašenost, veš, da sem zapuščena. In ko je moja mama seveda tudi se tako jokala, pa bila tako žalostna, oziroma enkrat je tudi
v nezavest padla, tako da jaz sem to, verjetno me je to zelo se dotaknil, oziroma en velik pečat, to hodi z mano in se seveda manifestira na tak in drugačen način, najbolj s tem, da sem ves čas nosila sabo ta občutek, da nisem dovolj dobra, da se moram še bolj potruditi, da moram ne vem kaj vse narediti, zato da bi me imeli radi ljudje. Torej, kupovala si ljubezen, če... Tako. In jaz sem to sicer nekako intuitivno ves čas vedela, da delam, ampak nisem si znala pomagati, pravzaprav do teh oddaj, ko sem jih začela voditi, ko sem... Mislim, jaz sem sicer kot psihološko že to vedela točno, kje so ti moji highlighti in kje se jaz dotikam teh stvari, ampak točno to, s čime se ti ukvarjaš, ne, jaz sem lahko racionalno vse vedela, ampak v bistvu pa se pravi globine oziroma izvora, energetskega izvora teh stvari nisem mogla pozdraviti. Ne. Okay. Kako si pa potem pomagala? Kakšna je bila mogoče ta tvoja neka poduhovne transformacije oziroma neke rasti dela na sebi, če lahko malo poveš? Ena je definitivno ta moja zemljica, ne. Okay. To je čisto intuitivno, sem se k njej obrnila po moč, po stik, po energijo. Drugače pa moram reči, da vsi ljudje, tudi vsi ti moji sogovorniki, s katerimi sem se pogovarjala, in tudi kakšni duhovni voditelji, mojstri ali pa ne voditelji, knjige Neil Donald Walsh, Nik Vujčič, Marjan Ogorevc, naprimer postavitev družine, reiki mojstri, se pravi, te, ki so mi razlagali astrologijo, Dispenza, Greg Braden in tako naprej. Glavnem, jaz, vsi, tudi ti, vsak se me na nek način dotaknil in nazadnje mogoče ena taka izkušnja z eno sveto zdravilno rastlino, tako da v bistvu se mi je začelo zelo spreminjati življenje pred 2-3 leti, ko sem začela ozaveščati. Drugače pa je meni moj tam, ki je gor, kar dal eno veliko žlico razumevanja, sočutja, neobsojanja. Jaz sem se s tem že kar malo rodila. Jaz sem mislila, da so to moji manjki, ne? Jaz sem mislila, da se meni velikokrat kdo rekel, pa ti si čist brez hrbtenice, zakaj pa nisi bolj jezna, ne? Kako ne bom jezna, če sem čutila, da je ta človek ranjen, ne? Absolutno. Sočutje je ključ danes, ne? Ja, ne? In vemo v teh časih, ki niso lahki, je srce ključ. In res odprto srce in sočutje do tistih, ki še ne zmorejo, ne? To je dejansko pomembno. Jaz kot pač terapevt delam z ljudmi in vidim, koliko so v stiskah, koliko so v strahovih in dejansko koliko rabijo to ljubečo skrb, da je nekomu mar, da jih nekdo čuti, ker tega nimamo nažalost v odnosih. Večinoma smo imeli samo površinske odnose na nivoju mentala, torej uma, racijo, hladno, torej brez te srčnosti, brez te pristnosti. Kako ti gledaš na to? Jaz mislim, da kadar gre, seveda, naša kultura je povzdignila racijo nad vse. Jaz se zelo dobro spomnim časov, ko so naprimer inteligenca, ne, kadar pa jaz kot ženska, pa blond, ne, če sem kaj tako čustveno odreagirala ali pa intuitivno, da vklopimo malo možgane, ne, malo in logiko. Jaz za tem sem že ves čas delujem, vse veš, ženske smo bolj intuitivne, in je, tako da so me zelo, ampak ta kultura te inteligence, tega razmišljaj, je stara 300, 400, 200 let, zadnjih 100 let pa sploh vse, se pravi, najprej mi pokaži, potem ti bom verjel. Se veš, in ko sem jaz, naprimer, pred leti slišala Jezusov, se spet spomnila, oziroma da so mi ga povedali spet znova, verjemite in videli boste ta znani stavek, se je meni svet odprl. Seveda, mi vse, kar delamo, moramo najprej verjeti in da potem lahko to ustvarimo in pol šele vidimo. Ja, Jezus je rekel, tvoja vera te je ozdravila, nisem te jaz to zdravil. Ja. Tako da vse to se vrača, to je super. Tako ne bomo nič nazaj, mi tudi nekaj preveč gledala, bilo je težko, ampak danes se odpirajo novi časi. Časi, ki pa so zdaj, da so težki, da nas je strah. Jaz moram reči, da sem zdaj lih v enem obdobju, ko me je spet strah. A veš, strah, en pritisk od zunaj, javnost, nekaj se je odkrilo. A veš, in potem jaz hočem biti zdaj res iskrena. Jaz hočem se zavedati svojega strahu in ga, se pravi,
pravi zagrabiti za roge. Ne? In sprejeti. Ja, in sprejeti. Ja. In naprimer v temni noči se kdaj zbudim in rečem, strah me je. Strah me je, da me bojo ljudje obsodili. Strah me je, da me ne bojo imeli radi. Strah me je, da me bojo izločali. Strah me je, da bom ostala sama. Moj strah, da bom ostala sama, je mrzu, je taka tema, tako da to, ko govorimo o svetlobi pa v temi, jaz sem v bistvu par dni nazaj doživela, da sem razumela to temo, to je strah. Strah. In seveda tudi tisti, ki manipulirajo strahom, tudi njih je strah. A veš? Ja, Se pravi, nekje v tem krogu se mora samo en spomniti, zakaj nas je strah, ne? Okay. Oziroma in s tem strahom prenehati, se pravi sprejeti strah, reči strah me je, kako si pomagam, kaj se mi lahko zgodi, nič se mi ne more zgoditi. Jaz lahko na uni svoje kmetiji, evo, lej, tole bogatstvo imam, krompir imam, mislim, pisala bom knjige in adijo, mislim, nič mi ne bo manjkalo. Če bom sama, naprimer, če bom pa res morala čisto sama ostati na tem svetu, pa si rečem, da poglej se v ogledalo, a si ti tak človek, da boš ostala? Dejan, a sem jaz tak človek, da bi jaz ostala sama na svetu? Se mi ne zdi. Ne, torej, mislim... Morala bova iti na kratek premor, tako da bova s strahom nadaljevala, oziroma kako pa se osvoboditi strahov. Po kratkem predahu se ponovno vidimo za Zvezdano. Se veselim. Pozdravljeni nazaj. Še vedno je moja gostja Zvezdana Mlakar. Odnos do sebe. Ostala sva pri strahovih. Zdaj pa gremo na temo, kako pa preseči strahove, torej kako iti na višji nivo, kako odpreti srce, kako dejansko iti v globi stik sami s seboj. Zvezdana, kaj meniš, kaj praviš? Ja, jaz sem se pokvarjala s tem, ne, ker sem prej rekla ta krog. Njih je strah, mene je strah, tebe je strah, da v bistvu ta krog bi moral nekdo odpreti, se pravi z zavedanjem strahu. Kot sem, naprimer, jaz poskušam zdaj, zavedam se strahu, ja, in potem se seveda, jaz odprem, ti se odpreš in potem bo šlo tako bomo pozdravili sami sebe, samo kako, ne? Ja, kako, ja. Moja zemljica je Zemljica ostala. Še vedno imam gor, Ja, ostala je. V glavnem, kako, ja, z odpiranjem srca, se pravi z sprejemanjem, z ljubeznijo, samo ljubeznijo. In jaz se tukaj večkrat spomnim, poznaš ti Celjenje od Davida Eliota, poznaš Slišal, ja, poznam. to knjigo? On je naprimer napisal fenomenalno knjigo, ki te v bistvu, jaz sem jo delala čisto, to je ena prvih knjig, ki sem jo jaz res, veš, napišeš, pa prebereš poglavje, pa napišeš, pa prebereš. In v bistvu sam greš skozi nek proces. Jaz seveda, moja samoljubezen je bolj švoh, ne? Mislim, ta občutek te samoljubezni, mislim, to je bil v bistvu... Se mi zdi, da je to proces, ker celo življenje v bistvu vedno gremo globje, oziroma vedno više, step by step, ne, gradimo to ljubezen do sebe in sočutje. Se mi pa zdi, da brez tega, da presežemo svoje nezavedne vzorce, nisem dovolj dober, moram trpeti, moram garati v življenju, ne zaslužim si dobrega, nisem dovolj, a ne, brez tega verjetno ne gre. Ne, absolutno ne gre. Ne, ves čas se vrtiš v istih krogih, vzorce ponavljaš, prihajajo isti ljudje v tvoje življenje, nič ne moreš od zunaj menjati, se pravi, moraš sebe menjati, ne. Zdaj pa kako se imeti rad? Rad se imeti tako, da, mislim, to so, ja, a veš, na koncu, lej, koliko je že težko se pogledati v ogledalo, pa si reči, pa saj sem v redu, pa saj sem... Sutona ali pa kaj tacga, ne? Sej sem okej, a ne? Ja, sej sem okej, a je okej, mislim, ni lahko, kaj bi ti na primer meni svetoval? Jaz se učim samo ljubezni, tako da si rečem, meni je najbolj pomagati, da se ozrem nazaj in rečem, lej, 3 sinove imam, le kaj sem naredila, le kaj sem vse napisala, le koliko krompirja sem skupala, koliko kosil sem skuhala, koliko solat posadila, koliko pesmi prebrala, kolikokrat pomagala in tako naprej. Na tak način si rečem, in mislim, meni se rada zaradi tega, tako si jaz na primer pomagam. Ne? Super, jaz pa recimo dam v terapijah ljudem tudi nalogo, da se gledajo globoko v oči. Vemo, ne, oči so srcalo duše in ko se gledamo v oči, si lahko res iz srca rečemo, čim večkrat na dan, se cenim, ljubim, sprejemam in spoštujem točno takšnega oziroma takšno, kot sem sedaj. In res to začutimo s celim srcem in res gledamo v te oči. Sej verjetno se bo kdaj ego še oglasil, kaj pa govoriš, se to ni res, a ne? Ampak glih
To je fora, da greš onkraj, Ja, vsakodnevna vaja ja, in ko ja. delamo recimo to en mesec, bomo začeli to verjeti Ja. in bo to naša nova realnost in bodo nove nevronske mreže se stvorile in bomo mi to sprejeli za resnico. Ampak veš, jaz sem naprimer, to mogoče je treba biti zelo pozoren, kako povemo to ljudem, ne? Ker če celo tvoje bitje vibrira v tem, da nisi dovolj dober, Ja, ne? ja, seveda. Potem mi igravci mi delamo, mi tolikokrat ponovimo kakšno Absolutno. stvar, da gremo v vibracijo drugega človeka in potem ga lažje igramo in ti verjameš in tako nam pravite, da dobro igramo, ne? Ampak cela vibracija, ti vse vibriraš, da to ni res, pa si govoriš, to je super si, super si. Podzavest je ključna, ne? Ja. Torej, da razrešimo svoje nezavedne blokade. Ne? Že Jung je rekel, ne? Če pač ne bomo razrešili teh nezavednih vzorcev, bo to krilo naše življenje in to bomo imenovali usoda. Ja. Ne? Ja. Torej, tista naša podzavest, mi lahko zavestno mislimo, koliko smo dobri, koliko smo fajni, ampak če v nezavednem ne verjamemo, seveda potem to ne bo naša resnica. Vemo pa, da se zavedamo nekje 5%. A ne? In kje smo pa pri verjeti, Ja, pri zaupanju. zaupanje v življenje, zaupanje vase. In je najprej, se pravi, tudi če se nimaš ne vem kako rad, ker začneš zaupati, se v bistvu že začenjaš imeti rad. Ker zaupati, veš, kje sem pa to jaz videla pri Niku Vujčiču, kaj je vera. Ko sem jaz videla, da človek brez rok in brez nog živi boljše, mislim, bolj kvalitetno točno to. življenje in da je v bistvu pred mano sedel večji moški, kot ne vem koliko moških, prej sem jaz razumela, kaj je to vera. To ni vera, veš, tisto, ker tebi kaj ne gre dobro, pa začneš govoriti, da je vesolje, pomagi mi ali pa Bog pomagi mi. Ne. Vera je v resnici totalno zaupanje življenju. To ne pomeni, da sediš pa čakaš, da se bo kaj Predanost, ampak akcija. Ne? Ja, Vseeno. akcija, da se ti bo kar nekaj zgodilo. Ampak vera, zaupanje, ker zaupanje, da se predaš, mislim, je tudi pogum, ne? Čeprav, vidiš, koliko je to zelo pomembno, da se veliko o tem govori, ker velikokrat verujemo tudi samo na površini, zato ker ne zmoremo nositi bremen, ne? Ja, torej v celoti, s celim bitjem, da verjamemo, zaupamo in se predamo in rečemo, ok, naj se zgodi Božja volja. Ampak seveda za to rabimo tudi vseeno nekaj narediti, smo na zemlji, dejansko brez akcije, tukaj zdaj narediti spremembo in delati dobro. In vemo, slej ko prej več, kot naredimo dobrega, dejansko vse zadeve povrnejo nazaj, lahko čisto iz 3., 10. vira, ni pomembno. Ampak delati z ljubeznijo, delati s srcem, karkoli delamo, to je vedno moje vodilo, moja pot. No. Veš, da še tudi, vse je težko, v 10 minutah mi dva tega ne moramo tako na hitro razložiti, tako da vsi, ki to poslušajo, prosim, vzemite v roke, naprimer, Martina Kojca. Učbenik življenja. Učbenik življenja, ali pa še par knjig je napisal, ena druga je še tudi, v glavnem, to je treba vzeti v roke in vsak dan brati. To je začetek. Ne? Ko ti razumeš, kako se žaba, naprimer, lahko skuha kako se kuha v onem loncu. Veš, te zgodbe berimo in poskušamo jih razumeti. Ne? V 10 minutah se to ne da. Ne. Niti v enem tečaju, ne. Definitivno. Danes, če še rečemo malo o tej duhovnosti, pa o teh duhovnežih, ko grejo na 1, 2 tečaja in mislijo dejansko, da so dejansko že na pol razsvetljeni, na pol bude, v resnici pa globoko v sebi ogromno potlačenih jeze, potlačenih čustev, zamer, strahov, nerazrešeni odnosi s starši, s prijatelji, poslovni, partnerski odnosi. Torej, dejansko zame je prava duhovnost, imej glavo oziroma srce pri Bogu, ampak noge trdno na tleh. Torej, prizemljeno, ne zemlja, prizemljeno življenje, tukaj zdaj urejeno življenje in potem boš prav zares duhoven, ko boš ti, ne vem, imel odnose urejene, ko boš ti sočuten do sočloveka, tudi do nekoga, ki mogoče je agresiven, je napadalen, ki še ne zmore odpreti srca. Kaj meniš o tem? Absolutno. Jaz si tako mislim, tudi zdaj sem v teh mojih časih, ki so tako turbulentni, napisala, ne, pravzaprav kaj je smisel mojega življenja? Da če je nekdo zraven mene na kolenih, da mu podam roko. Mislim, to je dejanje vredno Jezusa. Ne? In mi se premalo tega zavedamo. In mi smo vsi otroci enega sveta. Mislim, moramo se to zavedati, moramo to sprejeti. Mi ne moramo ločevati. Mislim, lahko si ti zelen, lahko si politično na drugi strani. Ti moraš kljub samo vedeti, da je tam človek. In bolje jezen nate ali pa na kogarkoli drugega je
bolj je ranjen. V sebi, ja. Mislim, v bistvu si ti, je tvoja naloga to razumeti. Se tebi ni treba biti s tistim človekom, a je tako, niti treba debatirati z njim, ampak poskušaš obdržati to vibracijo, da se ne kregaš, da ne greš oba dva. Da ne obsojaš. Ja, da ne tako. obsojaš. Torej, da sprejmeš. Mojca, Tako, Mojca, odlično da je bila. Sem si jo Hvala, pogledal, ja, hvala. ne obsojaj, točno tako. Ja. Ne. Kdo smo mi, da bi sodili? Ja. Ne? In kdo je brez greha, naj Najbolj prvi vrže kamen. Veš, kolikokrat se jaz to spomnim. Zdaj, na primer, gledam tudi ko te ljudi, ki se izpostavljajo naprimer, na Facebooku proti maskam in tako naprej. A veš, to je že zdaj kar na nek način pogumno dejanje, da rečeš, da maske ne pomagajo, ker zdaj moramo vsi reči, da maske pomagajo, če ne smo takoj v enem košu unih, ki drugim hočemo slabo. Tako. Ampak a veš, to je samo razmišljanje. Zakaj mi ne moramo vzeti tega športno? Pa naj človek pove, če misli, če se ne strinja s tem. Ja, A nam kaj škodi? Ne. Ne, Sej, vsak ima pravico. Ja, Ne? mislim, dobro je mu je prisluhniti. Unmu, ki je za masko, unmu, ki ni za masko, itak pa jo moramo vsi nositi, ker je zdaj pač zakon nad nami. Tako, Ne, mi imamo pa danes tukaj pleksisteklo. Tako, ne. No, ja. Ja. Ampak hočem ti reči, ta različnost, ne. Jaz, mislim, tudi moja, se pravi, veš kaj, meni je tako jasno, čim jaz vidim nekoga, ki me vleče, da bi šla se z njim v konflikt, si jaz rečem, ne, zaradi vibracije se spomnim, to meni pomaga. Ne, jaz ne bom šla tja noter. Jaz ne bom šla tja noter. Torej, da se ne zapletamo v dramo, Ja. ampak izstopimo iz drame, Ja. pogledamo od zunaj in odpremo še bolj srce in smo še bolj sočutni do tega človeka. Tako da, samo, če ti pa, mislim, edino to pa... seveda pa jasno postavimo meje, ko je to potrebno. Ja, Okej? jaz ne... Tako, ja, mislim, gremo dalje. Torej, po kratkem predahu se ponovno srečamo tukaj. Hvala vam. Dobrodošli še v zadnjem delu oddaje Prebojeno srce Slovenije. Z nami je danes vrhunska igralka Zvezdana Mlakar in zdaj greva še na zadnji del. Tako da, Zvezdana, kaj počneš zdaj v življenju? Kaj se ti dogaja? Kakšni so projekti? Dogaja se non-stop. Itak. Jaz seveda zdaj v gledališču ne igramo, oziroma vadimo preko Zooma, pa v nekih manjših skupincah. To je pravzaprav žalost. Septembra sem nazadnje igrala in to je bilo ganljivo. Se pravi, gledala sem ta parter, vsake kvatre je kdo sedel z masko na obrazu in vedno sem se zahvalila ljudem, da so prišli v gledališče v imenu vseh igralcev. In to je bil ganljiv trenutek. A veš, ko ti ljudje, ko ti publika izkaže poklon, pride, 1 uro zdrži, 2 uri, v maski sedi in tako naprej. Tako da mislim, da so ti časi tudi dobri po svoje, ker se bomo mnogo bolj zavedali pol, ker se bomo lahko družili, koliko je to fajn, ne? In koliko je to dragoceno. Ko smo pozabili, koliko smo imeli v bistvu svobode, pa je zdaj nimamo. Ne? Ja. Dejansko. Zdaj šele lahko cenimo, kaj smo imeli. Ja. Tako. Ampak si moramo to tudi priboriti nazaj. Ne? Absolutno, čas je, da povemo resnico. Ja. No, Povej resnico in resnica te bo osvobodila, je rekel saj baba. Ja, to so zdaj časi, ne? To so zdaj časi. Ja, da bo prišla dejansko astrološko tudi je zdaj astrološko tudi, ne? Astrološko v naslednjih 6 letih še naprej se bo zgodilo več sprememb kot prej v celotni zgodovini človeštva. Tako da je res ta čas, da se širi resnica. Kako pa ti zdaj širiš resnico? Poleg oddaje na RTV. Tako kot si jaz predstavljam širiti resnico, to ne pomeni, da skočiš v vodo in pol boš svetnik vam prišel, ampak tako, da se res čitaš, da bereš, da se učiš, da poslušaš in tako naprej. In jaz sem seveda, ker sem, ne vem, v bistvu sem se hecala, hecala, ali pa sem mogoče tudi kdaj poslušala svojo intuicijo prvič zares, da sem poleti dobila idejo, veš, da bi naredila nekaj za te čase težke, jesenske, zimske, ki naj bi prišli. Pa jaz sem drugače optimist, ampak kakorkoli že. Tudi v mojem življenju se je marsikaj spremenilo in sem nekaj, bodi ustvarjalna, Zvezdana, to je vedno najboljše, kadar ti je najtežje, kadar najbolj ne veš, kam bi šel, poišči tja, kamor te vleče srce, ustvarjalnost in tako naprej. No in tako sem jaz
zamislila pogovore in najprej sem mislila, da bom sama snimala malo tako in potem so se seveda tako, kot se to, ko slediš srcu, ne? Ja. Ko slišiš klic srca, zgodi, prišli je en kamerman, prišel je drug kamerman, en režiser, poklicala sem dr. Nelo Sršen in ja, prideš, a bi se pogovarjal na kmetijo, ne? Ja, in tako se je začel in tako nastaja Zvezdina skrivnost. 60 intervjujev sem posnela. Bravo. 60 razgovorov na temo zdravja, tebe sem tudi povabila, ti nastopaš v dveh nadaljevanjih, ki si bil tako zanimiv. A ste razdelili na 2 dela? Ja, bravo, super. Tako da jaz sem se lotila zdravja iz ene in druge strani, iz klasične in iz holistične, ne, da nam rekla alternativ, kaj to brez veze, to je že tako preživeto. Preživeto pa, ja. To deljenje, ne. Ja. In odnose, ezoteriko, zvezde, horoskop. Moje, na primer, je odkritje astrologija, energijska medicina, to so vse meni odkritja, oziroma pogovarjala se bom tu, v tem programu se pogovarjam tudi tiste stvari, ki se jih jaz drugače na televiziji ne morem pogovarjati, ker jih še vedno lahko označimo, ker da niso znanstveno dokazane. Mislim, imamo pa neskončno veliko dokazov, da delujejo. In ozdravitev, čudežnih, a ne? No, in potem bomo imeli interaktivne delavnice, vi sodelujete, gostje, boste podarjali terapije, predavanja, knjige, to je... In jaz, ko zdaj grem gledati, to bo 1. decembra, ne, se začne, tako da veš, ne, in jaz, ko grem gledati, jaz ne morem verjeti, kaj smo naredili, res, da sem jaz to sposobna, ker sem morala biti organizator, vse sem morala jaz, mislim, to ne pomeni, da sem jaz nekaj posebnega, jaz sem sam poslušala svoje srce, željo, da delim nekaj dobrega, da se to sliši. Bravo, da se to vidi in to vse z moje kmetije in nastopali bojo tudi vsa. Ti spomniš naših živali, kako so se dogajale v pogovorih, ne? No, one bo imele tudi poseben kontiček, tudi z njimi sem se pa posnela pogovore. Bravo, torej narava, pristno okolje, to je v bistvu tisti ključne. Zdaj dejansko se rabimo vsi vrniti nazaj k naravi, a ne imeti svoje, recimo. Zemlja. Tako, odlično. Tako da Mojca bo to noter, dr. Nela Sršen, ti, Ivica Flis, dr. Veronika Podgošek, znani in malo manj znani, v glavnem, se vidiš, kako so pogovori zdravilni. No, to me zanima, kaj bi ti rekel, zakaj so pravzaprav pogovori tako zelo zdravilni? Ker jaz velikokrat, meni se zdi, da so bolj zdravilni, kot neko predavanje. Absolutno, ne. Ko dejansko mi spostavimo globlji stik s človekom, to jaz vidim v terapiji, ne, ta pristni stik, takrat, če lahko gremo v globino človeka. In meni se recimo ljudje na terapiji prvič me vidijo, se mi bolj odprejo, mi rečejo, jaz sem ti več povedal kot prej komorkoli, kot staršem, kot ne vem, svojemu pač človeku, s katerim živim recimo, ne, in dejansko začutijo, da lahko, ker jih ne sodim, ker jih ne validiram, ker samo sem tam pristno z njimi in jih čutim. In to je tisti ključ, ne, in se lahko odprejo in že to, da ti človeka čutiš, da ga sprejmeš takega, kot je, z vsemi plusi, z vsemi minusi, a ne, vsi imamo še napake, nobeni od nas popoln, logično. Imamo še kaj zadelati tukaj. Tako da smo lahko tukaj ranljivi, da se lahko odpremo, da lahko dejansko se pokažemo takšni, kot smo, vsemi plusi, vsemi minusi, to je tisti ključ po moje, no? In tega manjka v življenju, ne? Brez mask, ne? Že tako smo imeli maske, zdaj so nam pa še une gor obesala, ne? Halo, ne? Kjera simbolika? Kakšna simbolika, ni to zanimivo, ne? Jaz se spomnim, ker mi je Neil Donald Boš, veš, še posebej zaradi tega, ker je tudi že toliko star, pa tako, ker on meni rekel, ker on meni rekel, I see you, vidim te, slišim te. Jaz sem samo jokala, sploh nisem niti vedela, zakaj. A zakaj sem jaz njega tako resno vzela, da me je slišal? Zdaj sem nekaj, da je prebral vse moje bolečine in jih sprejel. Pa zakaj? Jaz sem bil tudi na njegovem predavanju v Ljubljani. Izjemno je bilo, izjemna energija, ja. Smo dušo, ne, tako le začutili, ker smo šli z rokami ven, pa narazen. Vidim te, ja. Ja, vidim te. In jaz kadarkoli, naprimer, če sem si z nekom res zelo blizu, pa me hoče res zelo prizadeti, ne, sam začnem gledati v oči in rečem, poglej me v oči, vidim te. In pol on tudi vidi mene, vidi mojo bolečino, ne. Tako. Če jo razume, to je to. če ne pa tudi ne. Jaz imam tudi ta pristni stik z očmi, ko gledamo
v dušo, pravzaprav človeka. In tudi, ko imamo, in to imamo možnost. To imamo možnost, ja. Jaz vem, ko vedno dam na seminarjih to vajo gledanja, da se ljudje res gledajo, pa grejo na ta subtilni nivo zavedanja, ko grejo v stik z dušo in res pol pridejo solze, pridejo ven potlačene bolečine in pride ljubezen in sprejemanje na koncu. In to je tisti ključ. In zato smo tukaj, da se tega naučimo na tem planetu Zemlja. A je tako? Ja. In da v bistvu nekako se zavedamo, zavestno živimo, da se zavedamo vibracij, da se zavedamo, da je ranljivost moč, da je beseda, objem, mislim, največ, kar lahko damo, a ne? Zanimivo življenje, pravzaprav na nek način zelo zanimivo, a ne? Ja, preko vseh preizkušenj rastemo, se razvijamo in jaz sem imel tudi hude izkušnje, preizkušnje, hude depresije, recimo, hude mobinge doživljal, ampak danes se zavedam, s tem zavedanjem, ki ga imam danes, prej sem bil jezen, sem zameril, ne vem kaj, danes vem, da so bili to moji najboljši učitelji. Torej tisti, ki so nam naredili navidezno najbolj slabo in največ bolečine prizadejali, so bili naši najboljši učitelji, da smo mi lahko spustili ego, da smo mi lahko odpustili, da smo lahko odprli pravzaprav srce. Jaz sem, na primer, zelo hvaležna. Jaz sem imela izjemne učitelje, izjemne. In zdaj je tudi, naprimer, če rečem, naprimer, da za konec eno zgodbo podelim. Jaz imam 3 sinove in seveda iz tega, da nisem dovolj dobra, sem zelo poslušala tudi, kako naj bi se vzgajali. Kadarkoli sem jih vzgajala, tako kot sem jaz znotraj mislila, mislim, je bilo v redu. Kadarkoli sem pa delala kompromise med tem, kako moram, pa kako ga moraš, naprimer, enega zložiti v škatlo, in kako pazi, da ga ne boš razvadila in ne vem, kaj še vse. Mislim, pa nisem znala, da bi izgubila stik sama s sabo. No in potem sem najeno drago prijateljico, Dragico Čarna, ja, sem na srečo, bo še tudi verjetno, ko bo tle, nastil. Ja, tudi. In je ona meni preko astroloških kart, naprimer, sem rekla, da poglej pa še moje otroke, to je zame bilo čisto odkritje, klasična astrologija. In potem meni, naprimer, ravno o tem sinu ona razlaga, kako mu zvezde stojijo. In me pogleda v oči in reče: Zvezdana, samo tvojo podporo potrebuje. On je to, pa to, pa to, kar sem jaz vse vedela. Jaz sem to vse vedela, a veš? In mi je samo nekdo od zunaj nekaj rekel, mislim, od zunaj, a veš, zvezde so pa že itak stale. In jaz sem samo ga zdaj, vse sem pozabila, kar je treba, pa kako je treba vzgajati, ampak samo samo podpora, to je to. In je zacvetel. In je stekla reka naprej. Super, hvala. Hvala, Zvezdana, za današnji obisk v oddaji Prebujeno srce Slovenije. Bilo je izjemno. Bil sem počaščen, da si prišla, da sva lahko dejansko naredila ta prekrasen pogovor. Hvala, ti si krasen, še veliko pogovorov ti želim. Hvala. Hvala. In hvala gledalcem. Tako da, hvala. Se vidimo naslednjič.